Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Zelo vesela sem, da se je raziskovalnemu projektu pridružil tudi gospod Rok Andrej, Piratska stranka. Pozdravljeni. Pozdravljeni, z veseljem. Kaj je vas navdihnilo k ustanovitvi vaše stranke? Pirati smo v bistvu v Sloveniji posledica večjega gibanja, ki se je začelo na Švedskem. In smo pa odziv na poskuse, da bi nove tehnologije, ki so se razvile z internetom, tisti v poziciji moči zlorabili za nadzor, za cenzuro, za zlorabo zasebnosti, seveda takrat z izgovorom preganjanja piratstva, in zato smo potem rekli, v redu, bomo pa pirati, če nas že preganjate. Ampak to gibanje se skozi 10 let delovanja v bistvu širi in zdaj odgovarja na vse težave, probleme in posledice tehnološkega napredka v zadnjem času, ker smo pogruntali, da politika enostavno ne razume, kam gremo, ne razume, kako bi tja prišli, in več ali manj samo spušča vse priložnosti in nič ne naredi glede vseh nevarnosti in slabosti, ki s tem napredkom prihajajo. Hvala. Kako ocenjujete povezavo vaše stranke z ostalimi strankami, pa če se vam zdi smiselna? Jaz mislim, da Pirati imamo eno najboljših povezav z drugimi, namreč nismo populisti, smo izredno racionalna stranka in ne ideološka, v smislu, da nas leva in desna ideologija ne zanima samo ena stvar. Ali so argumenti za to rešitev dobri? In tako smo v bistvu zadnjih 8 let odlično sodelovali z vsemi, tako z levosredinskimi, desnosredinskimi, sredinskimi, pa tudi kakšnimi drugimi se pogovarjamo, kajti vsi so predstavniki Slovenk in Slovencev. In naša dolžnost kot predstavniki vsaj 20,000 volilk in volilcev, ki so nas volili nazadnje, je, da pogovarjamo se z vsemi ostalimi in iščemo rešitve za vse. Kajti ta polarizacija, ne bomo se pogovarjali z nekom, škoduje vsem ostalim, in edini način, da dobimo dobre rešitve, je tako, da se usedemo s tistimi, s katerimi se ne strinjamo, in se z njimi zmenimo, kako bomo to problem rešili. Pogovarjanje z unimi, s katerimi se strinjaš, je po mojem mnenju čisti nesmisel in čisti cenen populizem. Hvala. Kakšna pa je vaša ocena povezave med vašo stranko, lokalnimi skupnostmi, lokalnimi sveti? Povezanost je po prvici povedano dokaj slaba. Pirati smo smo začeli na evropskem nivoju in potem nacionalni in tako naprej, ampak ko v bistvu združimo ta problem s problemom že tako slabe povezanosti v Sloveniji, pa moramo reči, da je povezava zelo slaba, se zelo trudimo, ampak vidimo ogromno priložnosti za razvoj in za povečanje tega napredka, kajti težave in izzivi, s katerimi se soočamo mi, se v veliki meri sooča tudi lokalna skupnost. In mi bi radi sodelovali na tem nivoju, vendar bo pa treba v bistvu na vseh nivojih izboljšati to sodelovanje, tako kot država in kot Pirati. To je ena taka šibka točka Piratov, na kateri zdaj intenzivno delamo. Super, hvala. Kakšno bi bilo potem vaše mnenje o tem, da bi bili predsedniki lokalnih svetov, sprav četrtnih umestij, lokalnih na podeželju, da bi bili županov občinski svet? Načeloma ne nasprotujem takemu predlogu, ampak vsekakor bi pa rad videl širši nabor mnenj ljudi, ki to danes upravljajo, predvsem tisti, ki bi se radi v ta proces vključevali, kajti neka oblika direktne demokracije na lokalni ravni je potrebna in to ne vem, če je prvi korak, mogoče kakšen drug bolj pomemben, zato ker mi moramo začeti vključevati večje število ljudi v odločitve na resnično najbolj lokalni ravni, in moj fokus je v bistvu poslušati ljudi, kaj potrebujejo, potem pa odgovarjati na to vprašanje. Ja, čudovito, hvala. V vaši stranki zbirate pobude državljanov, kako to poteka v praksi? Seveda jih zbiramo, v bistvu tudi pogosto pozovemo za kakšne predloge. Načeloma pa Pirati delujemo zelo tako imenovani flat strukturi, kar pomeni, kdorkoli iz stranke ali pa tudi iz kje drugje lahko pride na sestanek vodstva in predstavi idejo. To je delovalo zdaj že 8 let in ne vidimo razloga, zakaj to ne bi delovalo naprej, tako da je zelo enostavno, če kdo želi sodelovati s Pirati, samo pošljete mail, pridete in razložite. Super, hvala. Imate mogoče karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Sporočil bi jim naslednje. V demokraciji odločamo vsi, tudi če ne gremo volit. Če ne volimo, volimo za tistega, ki zmaga, in volimo za status quo, za nobenih sprememb.
In edina sprememba, ki je možna v tej državi, se bo zgodila potem, ko bomo volili vsi, predvsem pa, ko bomo volili mladi. Res je. Hvala, gospod Rok Andrej. Bili smo kratki in jedrnati in nasvidenje. Hvala.